Sebastian pravi, da je kriv, če je temu res tako, bodo ugotovili ustrezni organi, verjetno. Ja, joj ne, jaz nisem nič kriv. To je čisto drugem kontekstu, ko pa bi bil spor mišljeno. Ja, sedaj se že ven vlečeš. Ja, vem, ja, to že ni dobro, ne, to sem se zdaj že izdal, ja, vem. Še dve vprašanji ti zastavim in te imam. Aha, ok, v redu, da nisem vedel, da si bil kdaj pri kakih policijskih upravi, pa to Katarina Klesal, tvoja šefica ali kak? Še ne. No, vidiš, te pa lahko zdaj lobiramo za kako službo dodatno pri tebi. Ja, prvo moram jaz lobirati. Aha, ok, v redu. Ne, sem na radio čisto super, ne. Ja, to je tudi res. Sebastian, delaš na novem projektu. Pred par dnevi smo dobili tvojo novo skladbo, ki pa je bila podpisana Sebastian Live. Ja, Sebastian Live, zdaj sem v bistvu dva projekta bomo sporedno vozili. Sebastian, ki so glede odvajani že od mene in je res koncentriran na moderno produkcijo, na moderne ritme, na vse trende, ki se dogajajo tudi v svetovni glasbi. Medtem je Sebastian Live zdaj nekaj novega in pesem Ne muči me s poljubi, ki je zdaj trenutno aktualni singl, postal ravno pretekli teden, pred tednom dni, je prav prva pesem, ki najavlja ta projekt. Gre pa za projekt, ki je res koncentriran na igranje v živo, na vokale v živo, na backe v živo, pač enostavno na res ta sistem, ki je Slovencem blizu, to je torej zabava, ali je to na veselicah, ali je to na porokah, ali je to na otvoritvah, pač kjer se pač karkoli dogaja, da se res pride en band in zadevo super ožge in tu sem se res povezal z skupino Alibi, ki imajo že kar nekaj izkušenj, sam imam tudi 10 let izkušenj, kar se nastopanja tiče, teda mislim, da bomo tukaj res naredili en krasen tandem, kar se nastopov tiče in se že ful veselim vseh koncertov čez poletje, kljub temu, da bom v Šibeniku veliko tu v Sloveniji in skakal sem pa tja, tako da prvi koncerti so že za nami in odziv je fantastičen in tudi meni je to nek nov izziv in neko nov način funkcioniranja, ki ga zdaj po 10 letih definitivno tudi rabim, ne, in nekako iščem nove podvige in nove stopnice. Kot se dejal Sebastian, sedaj si funkcionira samostojno, večina nastopov je bila na Matrico, sedaj pa za ta bo band. To pomeni dejansko čisto drugačne priprave. Čisto drugačne priprave, točno tak. Še vedno pač bo ples sestavni del mojih nastopov, ker pač enostavno pri miru čisto ne znam biti. Drugače pa je to zdaj res ful velik užitek, ker je pač muzika, o kateri poješ, o kateri nastopaš, živa. Prej pač to bilo tako se rekel Matrica in je pač to zelo studijska zadeva in zelo sterilna zadeva, oziroma v smislu tega, da je pač enostavno ne diha toliko glasba, ne, ko pa nekaj v živo zaigrano, pa to čisto neki drugi feeling, ne se publiki, načeloma publika uživa in v enem in v drugem projektu, ne. Ampak meni na odru pa je res full feeling, ko za mano, ne vem, vdari živi bobn, ampak zaigra živa kitara in ko je z mano na odru tudi ekipa ljudi, ki se spozna na svoj posel in ki lahko skupaj res naredimo, res ni omejitev, ne, ker pri Matricah pač neke omejitve so, imaš program sestavljen, tu pa ga lahko žgeš tudi po 6 ur, če treba in če se pač zabava razvije do tega, da pač enostavno folk nori in pleše in hoče še več, pač ti ženeš naprej, tako da res tu je en čist svojevrstni izziv in se ful veselim pač čim več teh nastopov, ja. Ali to pomeni, da si tudi prearanžiral svoje prejšnje uspešnice? Ja, vse je prilagojeno zdaj za live nastope, teda pač da bomo lahko videli Sebastiana in v izvedbi Matric in v izvedbi live banda, tako da band je bil, jim je bilo ful zanimivo, ker Boštjan Grabnar je vse moje pesmi zdaj aranžiral in so kompleksne in zakomplicirane vsaj te iz zadnjih 5 let, enako kot prej od Zvoneta Tomsa, ampak jim je bil ful izziv, so vse skupaj sprejeli kot eno veliko izkušnjo in eno dodatno referenco in tako smo zdaj res na vajah se ogromno presmejimo in se imamo ful fajn. Drugače, kje boš nastopal, verjetno sproti na tvoji spletni strani? Na moji spletni strani, ki se zdaj sicer še postavlja, sebastian.si, drugače pa je Facebook zelo aktivn, trenutno, kar se teh zadev tiče. Ja, naslednji teden smo že pri Zlatem glasu Konga, kjer se bomo tudi predstavili skupaj z skupino Alibi. Potem pa akcija naprej, no, vse pa bo obveščeno preko Facebooka in preko spletne strani in tak naprej, tako da smo spletna generacija, tako da mislim, da ne bo problem najti pravih terminov. Definitivno da ne. Za konec se ostaviva še pri tvoji zadnji skladbi Ne muči me s poljubem. Gre za tvoje avtorsko delo? Ja, tako pri vseh mojih pesmih iz zadnjih 5 let mojega glasbenega ustvarjanja, od Bum 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 naprej gre. Tudi pri tej zato, da sem avtor glasbe in besedila. Aranžma sem tudi to, kar zaupal pač Boštjanu Grabnaru skupaj z nekako drugimi njegovimi sodelavci, kot so Anže Langus, Jure Rozman in Franci Zabukovec. Sicer pa je to tak, da enostavno vidim pač moja muzika zdaj predstavlja neko psihoterapijo in vse svoje razmišljanje o
o ljudeh, o njihovem funkcioniranju, pa tudi o sebi, o svetu nasplošno, zlivam v glasbo, zlivam besedila in potem nastajajo pesmi, kot jih pač lahko v preteklih letih slišite od mene. To so Mičika Latina in Kdo misliš, da si in Tvoja slika bledi, Kriv sem, Na robu sveta in zdaj tudi aktualna Ne muči me s poljubi. Teda gre enostavno za neko čiščenje moje glave in mojega podstrešja. Ampak ne tako, da bi pač ljudi zamorilo, ampak res tako, da enostavno nastane res besedila, ki so življenjska, ki smo jih bolj kot ne vsi doživeli, ki dajo neke takšne in drugačne življenjske izkušnje, lahko ljubezenske, lahko pa tudi čisto izven konteksta ljubezni. Sebastian, v tem primeru lahko rečemo, da koristno čistiš podstrešje. Ja, res, ja, združujem, jaz vedno življenje združujem prednost koristim, ne, tako da se trudim pač biti čim bolj ekonomičen, kar se tega tiče in se je kar lepo izšlo do zdaj, ja, tako da držimo pesti še za naprej. Sebastian, hvala za ta telefonski pogovor in seveda uspešno in delovno naprej. No, z veseljem hvala za povabilo in lepo zdrav tudi na vaš konec vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Prlek.